Božični Vojnik je bil letos rekorden. Igorja Poljanška bo na čelu Celjskega Rdečega križa zamenjal Selimir Čopič. Romunskemu vozniku globa in prepoved nadaljnje vožnje. Celjski nogometaši se že pripravljajo na spomladanski del sezone. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Božični Vojnik, ki so ga v Vojniku organizirali že 4. leto zapored, je letos postregel z rekordi. Obiskalo ga je najvišje število obiskovalcev do zdaj, ki so imeli na ogled tudi rekordno število jaslic. Razstavljenih jih je namreč bilo več kot 300. Božični Vojnik je praznična prireditev, ki jo v Vojniku pripravljajo z vso vnemo. Letos so jo pripravili že 4. in tudi v tokratni sezoni poželi izjemen odziv. Ljudje so bili zadovoljni. Smo jim na nek način primerno s tem dogodkom voščili praznike in jim dali tudi tiste drugačne občutke, ki jih ta svet pač ne more dati. In tisti, ki so se sprehajali po ulicah, tudi če so kaj spili, normalno v tisti zimi včasih je bilo kar potrebno kaj spiti. Letos smo imeli malo več gostinske ponudbe. Je bila zadeva za ljudi zelo prisrčna, to so v glavnem zapisali. Rdeča nit Božičnega Vojnika je bila tudi tokrat razstava jaslic. Tudi tukaj je bila prava paša za oči. Recimo v domu smo imeli preko 200 jaslic. Mi smo načrtovali vsega skupaj približno 230, ampak pridejo in prinesejo tudi tiste, ki jih nismo kar direktno povabili, pa se čutijo nagovorjene že iz prejšnjih let. Tako da je bilo letos na Božičnem Vojniku preko 300, nekaj malega preko 300 jaslic. To smo potem prešteli, ko smo zaključili, in okrog 40.000 obiskovalcev. To pa so že številke, ki so tudi za Vojnik velike, tudi za to dogajanje velike. No, zdaj že na 2 dni vozim jaslice nazaj in tisti, ki jim jih pripeljemo in ki so obiskali naš kraj v tem prednovoletnem času, so res zadovoljni. Nekateri zelo hvaležni, da smejo razstavljati svoje izdelke. Na tak način tudi dajemo ljudem eno lastno iniciativo, jih spodbujamo in v Vojniku so vsi razstavljavci seveda zelo dobrodošli. V Vojniku sodelujejo različna društva, ki pripravijo Božični Vojnik, vse skupaj pa poteka v organizaciji Turističnega društva Vojnik in tudi letos je bilo v ospredju predvsem povezovanje. Ker v Vojniku nismo zdaj ravno bogati, nekaj se odpira, sicer ena gostinska ponudba, ampak nismo ravno bogati s to ponudbo, no pa potem pa zaslužijo drugi okrog in smo zato na samem kraju prireditve, malo stran od jaslic, tudi razširili gostinsko in ostalo ponudbo. In večina razstavljavcev oziroma tistih, ki so ponujali na svojih stojnicah posamezne izdelke, njim lastne, so bili zadovoljni. Božični Vojnik je po letošnjih ulicah torej že ugasnil praznično razsvetljavo, a po uspešni tokratni sezoni verjamemo, da se bo Božični Vojnik tokrat že 5. zgodil tudi v naslednjem decembru. Igor Poljanšek, dolgoletni sekretar Celjskega območnega združenja Rdečega križa, čez 2 tedna odhaja v pokoj. Na Rdečem križu je v vlogi sekretarja delal 21 let. Letos pa je dopolnil oba pogoja za upokojitev, tako starostnega kot 40 let delovne dobe. Na mestu sekretarja ga bo zamenjal Selimir Čopič. Poljanšek se še dobro spominja leta 1998, ko je začel svojo pot sekretarja Celjskega Rdečega križa. V tistih letih začetnih, ko sem prišel, se je nadaljevala še tudi iz let 92-93 begunska problematika, kjer smo mogli še tudi v 98 pa tam nekje do 2002 smo še reševali begunsko problematiko iz nekdanjih republik Jugoslavije. To so bile redne oskrbe. Mi smo imeli v tistih letih kar srečo, da so nam tudi naši partnerska mesta, nemška, Grevenbroich in pa Singen, da so nam pomagala. Sicer smo se s podobno problematiko leta 2015-2016 srečevali spet
ampak tu so bili drugi begunci, malo drugačen pristop je bil, pomoč je pa bila vedno potrebna. Pomembna je tudi vloga Rdečega križa v času krize, ko je tudi v Sloveniji število brezposelnih naraščalo, veliko ljudi pa se je znašlo celo na robu preživetja. Če danes pogledamo za lansko leto, je nekje okoli 2700 prejemnikov in pa njihovih družinskih članov te pomoči, tako da so te številke kar, bi še kar rekel, še kar vedno. Čeprav se nekako, bom rekel, malo umirja, brezposelnost je tudi manjša, to, kar vidimo. Delovanje Rdečega križa poleg osnovne humanitarne pomoči zajema še izvajanje tečajev prve pomoči in krvodajalskih akcij. Pri slednjih se je sicer število odvzemov krvi zmanjšalo iz okoli 4000 v letu 1998 na 1700. Tudi zdravstvo se je precej spremenilo, da je zmanjšanja ni potreb takšnih, to se pravi nesrečni takih hudih, drugačni pristopi so medicinski, tako da ni več potreb po krvi. Da smo pa včasih tudi tisti začetna leta z srednješolci mi večji del pokrivali, tako da je bilo tudi prvič, ki so sodelovali srednješolci, tudi tam nekje 1200-1300 dijakov je bilo. No, zdaj imamo, rečemo, tam nekje okoli 200 se jih letno, tako da to je petina ali pa mogoče še manj. Se je pa tudi delo sekretarja skozi leta spreminjalo in je danes precej drugačno kot pred 2 desetletjema. Pogoji so, moram reči, kar se bistveno spremenili od tistih let 98 pa do danes. Danes bom rekel, da včasih ne moramo upravljati tistega našega osnovnega poslanstva, socialo in tako dalje, krvodajalstvo in to, ker se moramo ubadati z enimi poročili, drugimi poročili, enimi vlogami, drugimi vlogami. Danes je v bistvu, bi lahko rekel, delo sekretarja že kar neka administracija. Konec januarja bo z delom začel novi sekretar Selimir Čopič, ki delo v Rdečem križu že pozna. Sicer je bil bolj aktiven po liniji prve pomoči, predavatelj, veliko ljudi ga že tudi zdaj pozna, zelo dostopen, tako da mislim, da ga bo tudi naši predstavniki iz krajevnih organizacij Rdečega križa po terenu, tudi so ga že dobro sprejeli in mislim, da ga bo tudi naprej in da bo tudi on zelo dostopen do te problematike, predvsem socialne. Seveda je pa tu pri nas ni tisti sekretar, čist tisti vrh, ampak pri nas je območni odbor, to so prostovoljni člani, ki so bili izvoljeni na volitvah, imajo mandate 4-letne in oni tudi odločajo o določenih stvareh. Sekretar je pa bolj operativni, tisti, ki pa mora te stvari vse v bistvu izvršiti. V Poljanškovem obdobju se je Rdeči križ iz prostorov na Gledališkem trgu preselil na Kidričevo ulico, kamor so lahko iz zaklonišč prestavili tudi svoje skladišče. Lani so zaradi vse večjih potreb uredili tudi novo skladišče na Delavski ulici. Poljanšek bo sicer tudi v prihodnosti še sodeloval z Rdečim križem. Policisti prometne policije Celje so na avtocesti pri Arji vasi zaustavili romunskega voznika tovornega vozila, ki je po avtocesti vozil brez platišča in pnevmatike na desni strani priklopnika. Vozniku so na kraju dogodka izrekli globo in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kot smo v naših informativnih oddajah že poročali, so celjski policisti v 3-urnem poostrenem nadzoru prometa na Celjskem in Koroškem zaznali kar 120 prekrškov v cestnem prometu. Največ kršitev se je nanašalo na prekoračeno hitrost ter neuporabo varnostnega pasu. Nogometaši Celja so v tem tednu začeli s pripravami na spomladanski del sezone. Trener Dušan Kosič je na uvodnem treningu pozdravil 29 nogometašev. Dosedanjim članom prve ekipe celjskega prvoligaša so se pridružili še nekateri najbolj obetavni posamezniki iz mladinskega pogona. Uvodni del priprav bodo rumeno-modri opravili v domačem okolju. Celjsko moštvo je prvi del sezone končalo na 5. mestu lestvice. Na 19 tekmah je zabeležilo 6 zmag, 8 neodločenih rezultatov in 5 porazov. Iz pokalnega tekmovanja je že izpadlo. V nadaljevanju sezone rumeno-modrega dresa ne bo več nosil obetavni domači napadalec Stilen Pečnik, zvestobo pa je do konca decembra podaljšal Lovro Cvek. Hitro so minili prazniki, spet smo na
svojih delovnih mestih, ni veliko poškodb in vse je brez problema, vse poteka, kot so si trenerji zamislili. Sam sem imel malo daljši odmor, ampak hitro je minilo, v bistvu ravno pravi čas, da se spet vrnemo v pogon, si napolnimo baterije in čim bolje štartamo drugi del sezone. Nogometaši Celja so v uvodu priprav opravili testiranja, zdaj pa trenirajo v fitnesu ter na igrišču z umetno travo. Vedno je nekako tako, ko začnemo priprave, mogoče pade nek sneg, malo bolj mrzlo, ampak treba je to zdržati 2 tedna, pol pa gremo itak v Turčijo, kjer bo, mislim, da optimalni pogoji in se lahko res maksimalno pripravimo na nadaljevanje prvenstva. Med 28. januarjem in 11. februarjem se bodo Celjani mudili na pripravah v turški Antaliji. Sam prvič potujem tja in res neka dodatna motivacija. Uprava se je res dobro potrudila in nam to omogočila in verjamem, da je to nek korak naprej in hkrati pa tudi neka odgovornost na nas igralcih, da dokažemo to potem in vrnemo z dobrimi igrami v prvenstvo. Prva uradna prijateljska preizkušnja Celjane čaka v soboto 19. januarja, ko bo nasprotnik celjski šampion. Mislim, da že konec tega tedna malo med sabo igramo, potem mislim, da tekmo šampionom. Ja, tu se dela ekipa, trener bo poskusil neke taktične zamisli, tako da vsekakor so dobrodošle te prijateljske tekme. Drugi del sezone državnega prvenstva se bo s tekmami 20. kroga začel v soboto 23. februarja. Celje bo takrat gostilo Gorico. Vsi vemo, čim više na tabeli, nekako cilj, ki ni več nekako skrit, javni je, da bi se vrstili v Evropo in se pravi 4. mesto nekako upamo, da vodi Evropo. Jutri zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno razjasnilo, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob obali okoli 2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Soboto bo sprva pretežno oblačno, popoldne pa se bo oblačnost umikala. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno. Thank you.